Živijo, dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal. Moje ime je Kaja Solo in danes delamo en special video, ker je bilo konec leta, začelo se je novo leto in čas je, da vam razkrijem, kaj sem doživela v letu 2021. Napisala sem si en seznamček 10 stvari, ki so se mi letos zgodile, stvari niso po vrsti, tako da ne skipate do konca videa, zato da vidite, kje je najboljša, pa tudi prva ne bo najboljša. V bistvu so pač res ful pomešane, ne znam nič planirati v lifeu. Brez da nekaj nakladam, dajte preden začnem, lajkajte tale video, dol spodaj se naročite na naš kanal in pejte me followati na Instagram. To pa je to, dajmo začeti. Prva stvar, lahko kar rečem, da je ta stvar, I guess, najbolj pomembna. Najbolj mi je spremenila življenje, I guess. Zaradi tega, ker prva stvar je to, da sem se selila na svoje. Kakor lahko vidimo, to je zdaj moje stanovanje, tukaj jaz zdaj živim. Tukaj na Džunglinem kanalu sem naredila tudi house tour, da si lahko greste to pogledati, ker sem vam malo pokazala, kako moje stanovanje izgleda. Zdaj definitivno bom mogla narediti en update, zaradi tega, ker jaz vsak mesec malo spremenim stanovanje in zdaj definitivno izgleda več enako. Ampak ja, imam svoje stanovanje, preselila sem se v Ljubljano, logično vam kaj drugega ne bom povedala, ampak že to, da sem se selila v Ljubljano, je za mene bilo ogromno, zaradi tega, ker pač, če veste, prej sem živela v Velenju, eno urico stran od Ljubljane in kadarkoli sem imela kak biznis, sem se mogla ful voziti, pa valjda vse se dogaja v Ljubljani, imeli smo razna snemanja tudi za džunglo in vedno sem mogla pač se ful voziti. To, da zdaj živim v Ljubljani, mi je, kar se posla tiče, najbolj spremenilo življenje. Je res, da sem večkrat bolj stran od družine, ampak če se spomnite, sem živela v Novi Gorici, kar je bilo še dlje stran od moje družine, teda teh 70-80 km ni več tak problem, včasih je bilo veliko več. Druga stvar je tudi precej life-changing. Kupila sem si svoj sanjski avto. Kupila sem si moj BMW Z4, ki je najlepši avto, kar ga je človeštvo sploh kadarkoli naredilo. Fight me in the comments, lahko napišete karkoli hočete. Meni je moj avto najlepši in kabriolet je. Konec predlanskega leta sem si rekla, ok, moj naslednji avto bo kabriolet. In pa začetek lanskega leta sem si kupila kabrioleta in to je bil moj BMW Z4. Kaj več podatkov o tem avtu še ne bom govorila, ker bom naredila definitivno še car tour, najbrž tudi na tem kanalu, tega se lahko veselite. In v glavnem, jaz sem zaljubljena v svoj avto, že prej, jaz sem imela prej BMW enkico, oboževala sem ga, ampak zdaj pa, to je moja ljubezen. Mene lahko mod prizadenete, da mi rečete kaj grdega čez avto, I'll fight you, bitch. Tretja stvar je, da sem začela nov content. V bistvu na svojem kanalu sem začela 3 podcaste lani. Eden se je obdržal in to je kraljevski podcast. To se moram definitivno zahvaliti Juretu, zaradi tega, ker je najboljši sovoditelj podcasta, kar si ga lahko spomnila in v bistvu, kak smo se umidva čez noč v bistvu odločila, da bom imela podcast in kaj je zdaj nastalo iz tega. Neverjetno. Mislim, najne epizode so, jaz sem ful ponosna na njih. Jaz jih poslušam, ko se vozim domov iz Velenja, si jaz naštimam najin podcast in ga poslušam, ker je toliko dober. Pejt zdaj na YouTube, napiš gor kraljevski podcast in pejt gledat najin podcast. Hvala lepa. Naslednja stvar je, da sem si naredila nove tatuje. 2 nova tatuja sem dobila lani in to sta v bistvu Marija Antoineta, ker je imela rojstni dan na isti dan kot jaz, torej 2. novembra in na drugi roki je moj najdražji, moj nesojeni mož Wolfgang Amadeus Mozart, ker sem letos v bistvu ful dala več poudarka na interese, ki mene veselijo, nisem več toliko se sekirala, kaj si drugi mislijo. In sem jaz ful ugotovila, da obožujem klasično glasbo. Verjetno ste opazili, da sem se ful spremenila v zadnjem letu. To je predvsem zaradi tega, ker sem bila večino časa samska. In sem res ugotovila, kje stvari sem jaz, da nisem več to gledala, kje stvari so drugi ljudje. In ja, ena izmed teh stvari je bila Mozart, ker sem jaz Mozarta oboževala že iz otroštva. Če ste slučajno kdo spomne, lepo je biti Mozart, je bil včasih en kviz na televiziji in je ful dober. In sem bila zaljubljena v ta kviz. In fun fact, te tatuje sem tudi jaz sama dizajnala, da sem si jih sama narisala in sem si jih tatuirala, da so moja lastna kreacija. And I'm very proud. Tudi v 2022 upam, da si bom dala še kak tatu, ko sem ga jaz narisala. 5. točka je to, da sem ful raziskovala modo oziroma stile. Verjetno se spomnite, da sem ogromno enih holov naredila, je pa definitivno pol ful ostalo z mano in sem pol ugotovila, da mi ta stil ful paše. Ampak, če jaz ne bi nikoli stopila iz te cone udobja, ker pač je bilo neke hoodies ali whatever, jaz ne bi nikoli ugotovila, kjer stil me dejansko ful najbolj paše in še vedno obožujem ta stil in nimam nobene potrebe potem, da bi ga spremenila in sem ful srečna, da sem to naredila. Prej sem se vedno borila z modo in nikoli mi ni nič pasalo, ampak zdaj pa vem. 6. točka je, da sem bila na dopustu z mojo mami, zaradi tega, ker sma prejšnja leta, v bistvu jaz sem bila prepričana zaradi določenih ljudi v mojem življenju, da ni normalno, da hodim na morje z mamo.
in sem ful pogosto skenslala plane z mojo mamo. In pa sem lani, v bistvu moja mama je prišla domov in je rekla, jaz pa grem v Grčijo. In jaz sem rekla, a kar sama greš, kaj pa če grem jaz zraven? In je rekla, ja, ok, pa pejt. In smo šli skupaj in je bilo amazing. Mal po mojem break-upu in smo se imeli noro fajn. V bistvu je bilo bolj tega, da sem jaz večino časa bila sama v hiši, v naši vili, če ste gledali House Tour, tudi to je na Džunglinem kanalu, ampak sem se imela toliko fajn, ker nismo imeli dosti interneta, imela sem čas delati vse stvari, ko sem jih hotela in je bilo amazing. Pejte si pogledati ta vlog, ker je res ful vredno, ker je bil res najboljši dopust. Nisem šla neki ful na druge lokacije lani, nekako pač ni prišlo pa do tega, ker sem bila večino časa sama in pač sama ne maram potovati. Čeprav sem imela v planu London, pa je pol odpadel, ker pač stvari so se zgodile. Sem pa vseeno, v glavnem, šla na to eno potovanje, ko pa je bilo beautiful. 7. stvar je, da sem bila 14 dni popolnoma brez Instagrama. Po moje sem vmes ene 2-krat pogledala na sporočila, če mi je kdo kaj pisal. Tega sem bila pa večino časa brez in sem toliko proud na to. Vmes sem se hodila kar neki voziti z avtom, brala sem ogromno, igrcev sem igrala, ampak ful sem bila na free in me je ful sprostilo glede tega, da pač moram skozi čekirati Instagram, moram skozi biti na sporočilih, ne vem, ki je vse prisotna. Definitivno priporočam vsakemu, da si na vsake toliko cajta vzame en tak social media detox, ker res ful dober je in upam, da si bom letos še kdaj vzela kak tak 14 dni na off. 8. točka je moj drzen fotoshooting z mojim best friendom Ianom, ki se ga verjetno tudi spomnite tukaj na Džunglinem kanalu. Ful je enih takih stvari, ko sem jih kazala tukaj na tem kanalu. Moram se zahvaliti tudi Ianu, zaradi tega, ker je v tem letu res postal eden mojih best friendov in vedno se imamo super in ful ogromno mu lahko zaupam in tudi to, da smo naredili ta fotoshooting, je bil en tak trenutek, kjer sem se jaz nekad dala ven kot ženska, ker bi ure in ure govorila o tem, da jaz sem začela z YouTubeom, ko sem bila stara 14-15, mislim, da letos junija bo 10 let, odkar sem jaz prvič objavila YouTube video. To je ogromno, pač sploh pri 14 in zdaj imam občutek, da me ljudje dojemajo kot 16-letnico, ker jaz sem začela kariero nekaj pri 16 in me je ful strah, da bi me ljudje videli kot otroka, ker imam pol ful občutek, da pač ne morem glih odraslih stvari kazati. In ta fotoshooting je definitivno bil en tak korak naprej, da jaz sebe dojamem kot odraslo žensko. In mislim, da nama je z Ianom to kar dobro ratalo. 9. točka je, da sem si končno kupila klavir, oziroma nisem si ga jaz kupila, kupila mi ga je Ati, tako da hvala Ati za to. Za rojsten dan sem dobila končno Yamahin klavinovo. Ne vem, kjer model je, nič ne vem o njem, ker mi ga je Ati kupil. In edino, kar je bilo pomembno, je bilo to, da morajo tipke biti točno take, da mi je pritisk tipk všeč. Obožujem ga, vsak dan ga igram. Na mojem kanalu lahko vidite, da ga pogosto tudi igram v vlogih. Zdaj učim se razne stvari, ne vem, učim se Mozarta, pa učim se filmske theme songe, predvsem. Ne igram dost na kanalu te klavirja, ker sem mečken sramežljiva glede tega. In še 10. stvar, ki je najbolj nora stvar, ko sem jo pač naredila v 2021. To pa je, da smo zatem šla streljati. In v bistvu iz te fotke je ratala inspiracija za tale video, ker je res ena taka nora stvar, ko vedno me je bilo ful strah. Vedno sem imela neko spoštovanje, obviously, do orožja in do vsega tega. In tudi, ko smo šla tja, pač meni je bil to tak adrenalin, mene je bilo dejansko strah, ampak pa mi je Ati vse razložil in sem probala in pač feeling mi je bil neverjeten in definitivno moramo reči, da ga še grema kdaj. Nisem neki ful za šport, ne telovadim, ne delam nič takega in v bistvu je to eden izmed redkih načinov, da jaz res ful dam adrenalina ven in je amazing. To je bilo vseh mojih 10 stvari, ki so se letos dogajale. Še enkrat se moram zahvaliti vsem, ko ste bili del mojega življenja lani, ki ste mi pomagali skozi ene res težke trenutke. Zahvaliti se moram tudi vsem ostalim, ki so mi dali lekcije. In logično upam, da bo leto 2022 še toliko bolj epsko, da bom jaz še več kontenta pripravila, da se ne bom več pustila, da me razne čustvene zadeve ustavljajo pred tem, da delam, da ustvarjam, da bom več ustvarila za vas in za moj kanal in za TikTok in za Instagram in da bo nasploh še bolj epsko leto, ko je bilo lani in ko je bilo predlani in vsa leta pred tem. Drugače pa, to je to za današnji video. Nima več kaj povedati. Hvala, da ste gledali tale video. Če vam je bil všeč, molite en like, spadi se naročite na naš kanal, followajte še mene na Instagramu in kakor vedno, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!